cena mleka je začela padati že lansko leto. Bila sta dva vzroka, najavljena ukinitev kvot in pa ruski embargo. Seveda vemo, da nekako po izračunih je pri 33 centih tista točka, kjer je rentabilnost te pridelave vprašljiva. Ko pade po 33 centov, je to še vprašanje, ali se še splača ali ne. Leta 2009 je bil največja mlečna kriza do sedaj, kar v tem novem obdobju, ki je cena mleka padla tudi na 25-24 centov. Vendar to je bilo zelo na kratkoročno in kratek čas, ne kratkoročno, in kmetje pač smo ta padec nekako preživeli, smo se na njega pripravili in pa tudi pač malo stisnili brez zobe in cena je začela rasti in potem v najboljšem obdobju, ki je bilo pa zdaj 2 leti nazaj, ko je pa cena dosegala celo tam do 39 centov po litru. Seveda to lahko značiš kot čas suhih in debelih krav, ko imaš malo več, takrat imaš malo bolj na zalogo delati, ko pa manjka, takrat pa malo bolj stišneš. Vendar tole, kar je pa zdaj, se pravi ukinitev kvot, pa je ena neznanka. Neznanka je pa zaradi tega, ker vse mleko, ki ga mi pridelamo v Sloveniji, pomeni v Franciji 1% pri pridelavi. In odvisno je od tega, koliko bojo Francozi povečevali, koliko bojo Nemci povečevali, koliko bojo Italijani povečevali. Slovenci tako nismo dosegali kvot, ki so bile nam dodeljene. Nikoli ta država ni, kar so kvote, plačala kazni, ker nismo dosegli niti tega. Tako da mi tukaj sami pri sebi na tem kvotnem delu ne pomenimo veliko. Ključna zgodba je teh 3 držav, kar se tiče te pridelave. Seveda na samo ceno mleka pa vpliva tudi svetovna ponudba, svetovni trg mleka. Se pravi, kaj je z Kitajska, kaj je z Argentino, Brazilijo in tako naprej, Nova Zelandija. In tukaj se te cene vrtijo. Jaz, kljub vsemu imamo neke signale, da 1. aprila so kvote pale, se drastičnega ni zgodilo nič drugega kot vse, kakor do zdaj postopoma drsenje navzdol. So neki signali, da naj bi v Evropi se cena začela dvigovati že v juliju, avgustu, ne glede na kvote, ker je zaradi ponudbe povpraševanja mleka na svetovnem trgu. Vendar na to se ne moreš zanašati, ne? Ker če se na to zanašamo, se lahko zgodi, da dokaj klavrno končamo, ker so informacije preverjene, da Italijani povečujejo, Nemci tudi povečujejo in prav gotovo tega mleka bo več. Govorim pa potem v nadaljevanju, kaj se v svetovnem trgu zgodilo, pa ne vem. Mi se moramo kljub vsemu, je potrebno iti v smeri večje promocije prodaje mleka na domu, predelave, podpor v smeri predelave mleka. S tem bi dosegli nekaj večjo ceno, ker bi naš potrošnik vedel, kaj kupi, vedel, od koga kupi in tudi vedel, kaj uživa. Na ta način bi dosegli nekaj večje cene odkupne, seveda in pa pritisk na naše odkupovalce bi bil iz tem nižje, ne? Ker ko se bo enkrat pojavilo, da mi bomo začeli mlek ponujati nekam, potem bo še cena začela padati, ne? Se pravi, dokler podobno se je zgodilo lansko leto, ki je bil žledolom z lesom. Mogoče smo preveliko reklamo naredili, da kaj je kakšna katastrofa je pri nam. In tako Nemci kot Italijani so začutili, da bo robe na trgu slej ko prej viške in so nam cene v momentu zbili za 15-20 evrov per kubiku, ne? Se pravi, če bi, to je tudi neki del strategije, ne? Lahko se vrnem nazaj tudi na napaka, ki je bilo storjeno, ko se ni odkupilo ljubljanskih mlekarn, da je pač tuji lastnik in že zdaj opažamo, da oni sicer odkupujejo mleko, vendar so prvi tisti, ki ceno spustijo. Za njim spustijo pol še druge mlekarne, ne? Pa tudi tujec, ki hodi k nam kupovati
kot pela približno 40% mleka kot surovega mleka, takoj spusti na podlagi tega, ker reče, se je vaša mlekarna tudi šla dol s ceno. Se pravi, tukaj je ta napaka, če bi bila ta mlekarna v slovenski lasti, bi morala biti zadnja, ki bi znižala cena, ne prva. In s tem bi se tudi dejansko ta problem in pa ta odkup pač nekako bolje vršil. Govorim, se pravi, o več investicij, spodbude v promocijo, pa v investicije, prodaje mleka lokalne, bližje, z manj stroški prevoza in tako naprej. Seveda ministru pa sem že večkrat tudi povedal in sva se tudi o tem pogovarjala, da če bo ta mlečna kriza, če bo mleko še naprej, cena mleka padala, bo treba postaviti spodnjo mejo cene, odkupne cene mleka, kar je še, ne vem, nam rekel zdržno, ampak tisto spodnjo mejo, ki Avstrijci to poznajo, in ko cena pade izpod tisto mejo, nastane izredne razmere, kjer mora tudi država posredovati. In če želimo ohraniti vse ta, kot smo že prej rekli, pač kaj vse pomeni živinoreja za slovensko podeželje, pač bo mogla se ta država tudi zavedati te spodnje meje, kje je še to možnost, da ohranimo ali ne ohranimo. To je ena zadeva, druga stvar pa je, preveč pomeni živinoreja, da bi to prepustili kar čist surovemu evropskemu in svetovnemu trgu, kajti če se ta del sesuje, kot sem rekel, pa se bo sesulo podeželje v cel Sloveniji. Tukaj ne gre samo za eno področje, ampak v cel Sloveniji. Tako da tukaj bo treba še naprej biti zelo pozoren. Mi na zbornici bomo to spremljali, kaj se dogaja tudi po drugih državah, ne samo pri nas. In na koncu predvsem pa pri nam. In če bo stvar, če bo zapalo v kritično stanje, pa če bomo mogli urgirati tudi pri ministrstvenih inštitucijah, do takrat pa vršiti promocijo za prodajo, za predelavo, za ostale akcije, ki so na tem področju. Tudi sami veste, mlekomati na začetku so se prijeli, zdaj trenutno ni tukajšna velika zgodba, ampak kljub vsemu bo najbrž nekaj več treba tudi na tem področju narediti. Moram pa še vmes omeniti en problem. Ne glede na cena mleka, surovega mleka pada, se izdelki v trgovini niso nič pocenili. In to pa tudi da o ničem govori. Se pravi, da je najbrž tudi to vse skupaj, ta padanje cen, ne bo v našem ali po evropskem merilu precej napiheno. Zdaj vemo, da kot Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenija ste zelo aktivni na različnih področjih. Ravno peljete tudi zbiranje podpisov za spremembe dveh zakonov, zakona o dohodnini ter zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Za kakšne spremembe gre in kje lahko vsi, ki želijo, dajo tudi podpis za spremembo teh zakonov? Ja, hvala lepa tudi za to vprašanje. Na zbornico, mi imamo na zbornici 13 območnih enot, upravni odbor svet. Iz vseh območnih enot, iz vseh organov so prišli kot zelo velik problem predlogi, da je obvezno knjigovodstvo na kmetiji, katere kmetije preseže 7500 evrov prihodka, je vodne knjigovodstvo za to kmetijo obvezno. In seveda, ker smo šli do Ministrstva za finance, da bi oni poiskali ustrezno rešitev, smo dobili negativen odgovor, da bo ministrstvo to reševalo v paketu celovito skupaj z zakonom o dohodnini, v daturskem dohodku in tako naprej. Smo ocenili, da tukaj kratkoročne rešitve ne bo in smo se pač odločili, da gremo v spremembo zakona z podpisov kmetov ali pa volivcev, se pač uradno temu reče, ljudska iniciativa.
To pa zaradi tega, ker kakršnokoli spremembo zakona vlagati preko poslanske skupine ali pa državnega sveta ne bi rodilo nobenih sadov, ker ga običajno vladna koalicija zavrača. Smo se odločili za to, da gremo z podpisi podporo volivcev in seveda tudi, ko smo šli po poslanskih skupinah, smo bili deležni podpor, so rekli, če bodo pa to kmetje predlagali, pa kmetje podprli, pa bomo podprli tudi mi, tako da je nekje odzad tudi ena politična podpora tem spremembam zakona. Ta zakon o dohodnini uvaja, se pravi, odprava praga za obvezno vodno knjigovodstvo, druga zadeva pa je, da ne bi bilo 100% obdavčitev kmetijskih subvencij, se pravi, da bi se določeni ukrepi izvzeli, tako kot je zelenitev in bi pač bile subvencije obdavčene samo do največ 70%. Tako da, kar se tiče teh podpisov, mislim, da morajo biti zainteresirani vsi, ker se dotika vseh, kjerkoli pač vlaga kmetijske subvencije, teh pa je v Sloveniji okrog 60 000. In kje se da to vložiti? Obrazci se dobijo na kmetijski gozdarski zbornici, na območnih enotah, na sedežih kmetijske svetovalne službe, na spletu. Seveda ta obrazec se vzame, se ga izpolni, se ga nese na upravno enoto ali matični urad, kjer ga potrdijo, overijo in potem se ga vedno vrnete tja, kamor ste ga vam dal, kjer ste ga vzeli. Oni pa tudi znali potem ga pravilno, se pravi, da posredovati naprej. Pozabil sem še vmes, imamo dva zakona. En zakon je o dohodnini, drugi zakon je pa o skladu kmetijskih zemljišč. Tukaj je pa na tem področju je bilo pa lanskem letu neverjetno veliko kritike iz strani zakupnikov na dvig najemne cene za 17,5%, kjer je bil v ozadju sprejet zakon o nepremičninah in je svet sklada za svojo politiko že vnaprej dvignil cena za višino davka na nepremičnine. To je 17,5%. Sveda, ker tega davka ni bilo, potem, ker je Ustavno sodišče razveljavilo zakon, je sklad ni znižal te cene in je ta cena ostala enaka in so se vsi najemniki pritoževali in smo v zborni šli na sklad, da ni ta cena vrne nazaj. Sklad tega ni hotel narediti, mi pa nimamo nobenega vzvoda. Drugi problem pa je licitacija za prosta kmetijske zemljišča, ki sklad oddaja v najem, se pravi pod enakimi pogoji, če za prosta zemljišča kmetijska sklad opravi licitacije, pomeni, da dva kmeta en drugemu nabijeta cena, če hoče. In tisti, ki da več, tisti podista zemljišča v najem. Kar se nam zdi nepošteno in skregano za kmetijsko politiko sklada, ki mora delovati v smeri, kriteriji bi mogli biti mladi prevzemniki, mlade družine, perspektivne družine in tako naprej, se pravi popolnoma drugi kriteriji, kot jih sklad ima. In ker mi druge možnosti tukaj noter nimamo, nas poslušal ni upošteval nihče, smo se odločili za spremembo zakona, kjer lahko posredujemo, to pa bi bilo, da od 7 članov sveta sklada kmetijskih zemljišč 2 predstavnika da Kmetijsko-gozdarska zbornica ali inštitucija, Kmetijsko-gozdarska zbornica preko svojih predlogov. Moram reči, da enako smo šli po poslanskih skupinah in so razumeli, da kmetje bi mogli imeti svojega predstavnika v svetu sklada, ki bi zagovarjal pač stališča kmetov do problematike najetih zemljišč. Ne more biti v član sveta kmet, ki ima v najem ta zemljišča, to je zakonsko nedopustno, je pa lahko predstavnik iz teh vrst, ki pa mora pač zagovarjati stališče, ki bojo najemniki ne bodo posredovali. To sta ta dva predloga, postopek je enak, tako da se na vseh posod na kmetijskih zavodih, sedežnih svetovalne službe, na območnih enotah, izpostavah
se delita dva obrazca, tako da so običajno oba izpolni, se jih overi na matičnem uradu in se jih potem vrne nazaj, kjer smo jih dobili, se pravi od tistih, smo jih prejeli. Tukaj bi še eno stvar omenil. Na zbornici želimo tudi to, da se vidi, to je neke vrste protestno dejanje in da vidimo, ali kmetje res to želijo ali ne želijo. Ker v vseh poslanskih skupinah je bil tudi vprašanje, ne? Pravi, mi bomo to podprli, če kmetje to želijo. Mi smo dobili 100 signalov, da to želijo. Če pa ne bomo dobili 5000 podpisov, pa pomeni, da tega ne želijo. Ampak jaz verjamem, da bomo dobili dokaj hitro. Ampak še enkrat govorim, hočemo tudi videti, ali kmetje zahtevajo samo od zbornice, da doseže nekaj, ali smo pripravljeni tudi sami nekaj za to narediti. In dostikrat slišim, gremo na štrajk, gremo protestirati, zdaj je priložnost za ta protest in jaz verjamem, da tudi že številke kažejo, da je podpisal veliko, da se bo to pravočasno zbrali in da bomo to tudi tukaj uspeli. In podlagati, če mi tole tukaj uspemo, bomo še v kakšni večji zgodbi lahko uspeli. Če bo pa tukaj pal, potem pa najbrž ne bomo mogli nobene več zgodbe odprti. Torej še vsi, ki niso dali podpisa, zagotovo vabljeni k podajo podpisa. Gospod Režonja, druga največja panoga tukaj v Pomurju je turizem. Zdaj gostje, ki običajno prihajajo, zahtevajo v nekem hotelu domačo hrano. Kakva je zastopanost domače, prekmurske goričke hrane v hotelih, ki jih imamo, oziroma kakva je ta povezanost, ali pa še vedno prihaja ta hrana iz drugih koncev Slovenije? Lahko samo dva stavka na tisto prejšnjo temo glede živinoreje, ker je koncept približno enak, katerega bom tudi pozneje povedal. Glede, mi smo se zavestno odločili glede pilotnega projekta na Goričkem, prav na področju živinoreje, konkretno govedoreja v dveh tipih, mleko in pa meso. Prav iz tega razloga, da se zagotovi potencial, ki ga imamo, ob tem, da imamo neomejene možnosti v pridelavi krme in pa seveda dodana vrednost, katero bi sigurno lahko izgubili, to, kar je že predsednik uvodoma povedal, in jo lahko na ta način tudi tržimo preko turističnega dela oziroma preko turizma kot takega. Res pa je, da seveda zadeve niso tako preproste. Dokument, ki bo v razpravi v prihodnjih dneh, ima ime Hrana in turizem, ki nastaja v regionalnem razvojnem svetu, kjer so seveda župani tisti, ki ga bodo sprejemali, ampak mogoče dva stavka na to temo, tudi z področja kmetijstva, ker si vsi želimo, da bi prodali čim več domače hrane. Zakaj? Zaradi tega, ker v bistvu gost pride k nam in ta hrana ima za sabo najmanj kilometrov, je najmanj oporečna, najbolj zdrava torej, in seveda daje največje ekonomske učinke, če jo prodamo doma. To so želje. Realnost je nekoliko drugačna. Vsi, ki se ukvarjate z to pridelavo in ki ste poskušali, veste, kje so določeni problemi. Jaz bom izpostavil samo enega, ki je nastal pred leti ob koncentraciji kapitala v Sloveniji in ki je pustil v Pomurju, konkretno v Prekmurju, katastrofo. Mi smo imeli 4 turistične centre z največjimi kapacitetami, vsi veste, na katere mislim, ki jih je potem lastnila ena od institucij, ki ima sedež v Kranju. Ko smo mi delali programe načrtovanja za naše kmete, ki so prodajali od zelenjave in tako naprej, v te institucije, smo dobili povratno informacijo, ker smo pač mi izven Pomurja postali lastniki teh destinacij. Pomurski kmetje več nimajo kaj prodajati v našo hišo, ampak vse gre preko centralnega skladišča v Naklem. Zakaj sem to povedal? Zato, ker je to realnost. Tako se danes funkcionira v realnem gospodarskem svetu in to je generalni problem.
sedaj, po vrsto letih, se ponovno pogovarjamo v tej smeri, da bi te institucije omogočile našim kmetom, da lahko prodajajo v njihovih obratih oziroma da lahko prodajajo tem gostom, ki pridejo v slovenski prostor. Ampak stvari so se seveda spremenile, kajti te destinacije morajo biti konkurenčne in ena od konkurenčnih prednosti je seveda nižja cena. To pomeni, da v pomurski prostor prihaja bistveno večje število gostov, ki prihaja zaradi tega, ker je tukaj nižja cena od drugih destinacij. To pomeni, da je iluzorno pričakovati tudi po višji ceni, seveda prodaja določenih produktov. Jaz sem optimist in vem, da zadeve grejo v pravi smeri. Torej, tukaj so naši predelovalci dobili nekako odprta vrata, vsaj jaz tako računam po zadnjih sestankih, ki smo jih imeli, in se bo seveda na ta način tudi prodaja doma pridelane hrane povečala. Drugo se mi zdi zelo pomembno dopolnilne dejavnosti. Namreč preko dopolnilnih dejavnosti se sigurno lahko proda bistveno več, kot se zdi na prvi pogled. In pa še nekaj. Pri dopolnilnih dejavnostih ravno prihaja ta moment, kar je že v začetku bilo rečeno, problem brezposelnosti. Torej, tukaj lahko prihaja do bistveno večjega deleža samozaposlitev. Če sem si zapomnil pravilni podatek danes, ki je bil v medijih, je menda čez 4000 novih zaposlitev na tem področju v Republiki Sloveniji, kar seveda ni malo, 4000 ni malo, glede na to, da jih je Mura imela nekdaj 1000 več in smo vse zapravili, če karikiram. Ampak vseeno, poglejte, potencial, ki ga imamo, je zelo velik, res pa je, da bo še naprej največji kupec mleka Pomurska mlekarna, da bodo še naprej največji